kukavičja demokracija. Jaz sem imel namen takoj po tem slajdu vam povedati vsebino. Vendar sem si rekel, zakaj pa ne, ker ko sem študiral te stvari, sem naletel na neke stvari in jih bom zdajle pokazal v par minutah, 2 filmčka in pa nekaj fotografij, zato da boste to vsebino, ki jo bom zdaj povedal v kratkem, bolje razumeli. Kukavičja demokracija gre za duševni virus in programiranje osebnosti. To je huda, zelo huda stvar. Tukaj je zapisano, ne, da so to paraziti, kukavice so paraziti, v našem primeru vpliv različnih marketinških in družbenih praks, če to v bistvu prenesemo v sodobno družbo, to obnašanje kukavice, ki brez konsenza, brez vprašanja vsili svojo voljo, svoje jajce v tuje gnezdo. O tem bomo še danes slišali. Ampak najprej pa pomlad se bliža in kuku, ne? Kuku, kuku, iz gozda odmiva, kuku, kuku, že kukavce glas. The warblers can fight back and their defenses can work. For the cuckoo's trickery to be successful, there is a lot she has to do. She must first remove 1 or more warbler egg to make room for her egg. She has to lay a similar-looking egg, so it's not recognized and thrown out. And she has to do this quickly, so she doesn't alert the warblers. If the cuckoo gets all this right, the trap is set. Warblers who have been tricked can have no idea of what is to come. Najbolj zanimivo, dragi moji, pri tej pomladi, ki bo v slabem mesecu, je to, da kukavica, znanilka pomladi, pride zelo hitro in tukaj imate 2 vrsti kukavičjih jajc in pa gostiteljičjih jajc. To se pravi, spodnja jajca so jajca različnih ptic, pri katerih kukavica gosti. Ja, in glejte, najprej pride in opazuje gnezdo gostiteljice, si ogleda jajca in poglejte, kakšno sposobnost ima kukavica. Seveda je mnogo večja ptica od gostiteljice, mnogo večja ptica. Tudi jajce je malo večje, ampak naredi barvo, naredi pike in ko znese jajce, najprej eno vrže v stran od gostiteljice in če so tam noter 4 jajca, eno da v stran, eno znese. In ko pride seveda gostiteljica nazaj v gnezdo, po barvi vidi, da so to njena jajca in to je to, ne? In brez vprašanja, brez vsega, potem seveda ta starš nadomestni skrbi za vse to. Glejte, kako to izgleda. Mala ptica, kako mora veliko hraniti, predstavljajte si, da je ta kukavica, ne, ki ima odprta usta, zelo požrtna, vsa jajca je, pač, ko se je izvolila, ne, vrgla tudi ven, kajti prostora je samo za enega. In to bomo o tem tudi govorili. In tako lepo se za njega skrbi, na račun druge energije in drugih, bom rekel, druge hrane, drugih financ, druge energije, da gostitelj, ki skrbi s hrano, z ljubeznijo, s toploto, z objemi in z interakcijo, da je ta potem kukavica tako lepa, ona lepo poje, lepo oblečena, ne. Starši so pač zgubili, medtem ko oče in mati pa sploh ne skrbita za otroke. Tako, ne, nekako v tem smislu, boste videli danes, koliko še bo novih stvari. No, in to je zdaj naš 151. Zoom. Zdaj pa ta 2 filma. Povedal vam bom, sta 2 kratka filmčka, eden je 3 minute, drugi pa 5 minut. Na predvčerajšnjim sem enega objavil, je imel 50.000 ogledov na TikToku, drug pa sem ga včeraj objavil, pa mislim, da tudi že 6 ali 7.000. Oba gresta v to kukavičjo demokracijo. No, pa si poglejmo. Se pravi, tukaj je iz Državnega zbora en posnetek, evo vidite tam 50.700 ogledov, od spodaj pa 7.000. Kakšen fotor, takšen sin. Pa si bomo zdaj to pogledali, ne? Evo, prvega gremo tukaj takoj. Evo, ja. Ne šolaš se, nimaš službe, ne znaš kuhati, nočeš pospravljati,
nimaš punce, nimaš prijateljev, ne družiš se, ne hodiš ven, star si 24 let. Takole je, sine. Jutri se boš odselil v stanovanje od stare mame, da ji Bog da mir in pokoj, prasici. Stanovanje je prazno, študente sem ven fuknil, preživljal te bom 3 mesece, preden boš pritekel nazaj in prosil za še. Ampak ne. Kat. Jasno? 3 mesece. Stanovanje, žepnina, hrana. A sva zmenjena? Jebi se. To je, kar se tega tiče, ko se ljudstvo upre. Naslednji je pa sedaj iz Državnega zbora. Če enkrat zaploskate, vas bom poslala iz dvorane. Smo se razumeli? Poročam, da vas zdaj odstranjujem iz dvorane, ker sem vas že opozorila, da z ničimer ne smete izražati svojega odobravanja ali negodovanja. To ste počeli ves čas. Zato prosim, da se odstranite iz dvorane. To je hišni red. To je naš hišni red in prosim, da odidete iz dvorane. Gospod Černač, izvolite postopkovno. Prosim, da odidete iz dvorane. Hvala lepa. Predsednici izrekel 2 opomina in potem odstranitev iz dvorane, kar bi bilo najbolj primerno. Hvala lepa, gospod Černač. Ampak predlagam prekinitev seje. Žal vi niste, nič ne bomo prekinjali seje, šli bomo naprej. V imenu Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke predlagam prekinitev seje za 15 minut in posvet pri vas glede tega, kako in na kakšen način kršite določbe Poslovnika, ker ni nobenega formalnega razloga za odstranitev kogarkoli iz te dvorane, ker ni počel nič takega, razen vas seveda, vas bi bilo potrebno odstraniti. Hvala lepa, gospod Černač. Da bilo potrebno odstraniti iz dvorane. Izrekam vam opomin, hvala lepa, prosim, če se odstranite iz dvorane, sicer vas bodo odstranili varnostniki. Hvala lepa, gremo naprej, nehajte. Stigmatizacija. Nehajte. Ne derte se vi name, vi niste nič, gospa. Vi niste nič, ne derte se name. Še enkrat vas opozarjam, drugi opomin vam dajem. Gospod Černač, hvala lepa. Lena Grgurevič, hvala lepa. Nobenih postopkovnih. Izvolite, kolegica Helbl. Kolegica Helbl, imate besedo. Izvolite. Izvolite, kolegica Helbl. Poslanec, ki zahteva razpravo o postopkovnem vprašanju, mora dobiti besedo takoj, ko jo zahteva. In vi boste imeli zdaj postopkovno. In prosim, da se nehate dreti, ker niste v otroškem vrtcu, niste vzgojiteljica, ampak ste žal predsednica parlamenta še zaenkrat, upam, da ne več dolgo. Izvolite se usesti. Nehajte se dreti, vodite to sejo. Vkolikor menite, da vam iz takih ali drugačnih razlogov vodenja ne gre, predajte vodenja enemu od vaših namestnikov. Hvala lepa, usedite se. Hvala. Kolegica Helbl. Tudi naprej. Prosim, če se odstranite iz dvorane, sicer vas bodo odstranili varnostniki. Če so udeleženci na balkonu zaploskali, ker morda tega niti niso dobro poznali in izrazili neko čustvo, res ni primerno, da starejše v tem državnem zboru mečete iz dvorane. Starejše ljudi, ki so dali državi 40 in več let dela, danes mečete iz dvorane, zato ker so 2-krat zaploskali. Je to res tako huda? Gospod Černač, a vi boste pa slikali zdaj to, da boste ovekovečili za vaše portale. Vašega predloga ne bom upoštevala. Takole bom zdaj naredila. Zadnje vaše opozorilo. Prosim, da ne motite reda v tej dvorani. In če še enkrat pokažete ali odobravanje ali negodovanje, tako kot je v hišnem redu, bom res odredila odstranitev iz dvorane. Kaj imate vi, gospod Rupar? Kaj imate vi? Prosim. Spoštovane upokojenke in upokojenci, ohranite dostojanstvo, ohranite svoj ponos.
Tako Hvala kot se tu dela z vami, ne dovoljujte, ne Hvala dovolite. lepa. Prosim, v mojem imenu vas Hvala prosim, lepa. pojdite iz dvorane. Tudi sami upoštevajte svoj nasvet. Nihče se jih ni dotaknil, sami so odšli iz dvorane. Toliko o tem. Jaz tega ne bom komentiral, imejte pa v mislih, kaj ste videli. Kukavičji kuku je eden izmed gotovih znanilcev nove pomladi. In skoraj da ni človeka, ki ne bi prepoznal njenega oglašanja. Na vprašanje, kako kukavica izgleda, pa bi znalo odgovoriti bolj malo ljudi. Hvala Bogu, zato sem vam jo prej pokazal na fotografiji. In tudi, kakšna jajca zna znesti, kakšno tehnologijo ima. Še manj je tistih, ki so recimo uspeli opazovati kukavičje gnezdo. Kukavica je namreč gnezditveni zajedavec, kar pomeni, da samica znese jajca v tuja gnezda. Nekdo, ki pa je imel priložnost opazovati gnezdo kukavice, sem pa od njega dobil tole fotografijo in je res neverjetna. Torej se je zamaskiral, čakal ne vem koliko ur, ampak je ujel z fotoaparatom to zadevo. Tako da šmarnica, ptica, je poleg ostalih ptic pevk, kot so pogorevček, taščica, sivka, pevka, bela pastirica in nekatere trstenice, pogosta gostiteljica kukavice oziroma kamor kukavica znese gnezdo. Kljub temu, da so kukavičja jajca podobno obarvana kot jajca gostujoče vrste, jih gostitelji sprejmejo le približno tretjino. Se pravi, gre tudi za samo obrambo. Ko se kukavica spelje iz gnezda, zanjo še nekaj časa skrbita krušna starša. Kukavičje jajce je krvavo in neprijetno, nenehno napeto, še danes podpira in odpira aktualne teme na to temo. Krvavo zato, ker je v drugem gnezdu in na temačen, pronicljiv način pokaže sporednice s človeškim življenjem in z dejstvom, da dva obdržita skrivnost, le če je eden od njiju mrtev. To je sporočilo kukavičjega življenja. Niti kukavičjega razvoja iz preteklosti vidijo v sedanjost in stari grehi matere kukavice za seboj mečejo dolge in neizbrisljive sence silno krvave nedolžnosti. Prej ste videli gnezdo in ste videli jajca od kukavice in pa gostiteljic, kako kukavica v bistvu krasno to imitira, vzorce na ptičjih jajcih, in to ji omogoča, da podtakne med tuja jajca svoje jajce. In v nič hudega sluteča tuja gnezda. Preden pa to stori, pa na skrivnem opazuje, snema, se skriva. Vendar so kukavice in njene spretnosti ponarejanja, kot smo rekli na preizkušnji, kot pravijo znanstveniki, saj so gostiteljske ptice tudi razvile večjo sposobnost razločevanja. Zdaj, če se postavim v COVID čas, lahko rečemo, kukavica nam je hotela podnesti jajca, mi smo pa kakšna jajca tudi prepoznali. Vzemite to na tehtnico pri tem pripovedovanju skozi celotno nocojšnjo zgodbo. Se pravi, rod parazitov, kot jih imenujemo, predstavlja spretne sleparje, ki skrivajo svoja jajca v gnezda drugih vrst, kukavice. Da bi se izognile prepoznavanju podtaknjenih jajc, so kukavice razvile spretnost posnemanja in spreminjanjem barv in vzorcev njihovih najbolj priljubljenih vrst ptičjih jajc. In kaj se znanstveniki se s tem veliko ukvarjajo, ker jim je to zanimivo, so razvili tako imenovan pogled ptičjega očesa. Ptičje oko vidi jajce gostitelja in zna potem to v telesu imitirati in jajce z istim vzorcem iznesti, da bi ugotovili znanstveniki, kako to deluje. In če ptice tega ne opazijo in ne zavrnejo kukavičevega podtaknjenega jajca v svojem gnezdu, potem novo izlegli, pazite, kukavičji mladiči, ki v bistvu je samo eden, oprostite, mladič uniči
vsa druga jajca v gnezdo, tako da jih s hrbtom izrine in potisne ven čez rob gnezda. Kukavice si same določijo gostitelje, same se izberejo. Naprimer, kukavica, ki leže jajca v gnezdo rdeče taščice, izleže modra jajca. Za človekovo oko je to jajce identično jajcu taščice. In zgodba od tu naprej je pa zdaj že znana. Če taščica ne opazi tujka, se zgodi, kar smo že videli. Zdaj pa gremo naprej. Kaj pa, če bi današnjo demokracijo primerjali kukavičjemu gnezdu, v katerem so politiki kot podtaknjena kukavičja jajca? Temu bi lahko potem rekli kukavičja demokracija. Moja skovanka ta teden. Izraz kukavičja demokracija označuje situacijo, v kateri demokratične procese manipulirajo in nadzorujejo elitni posamezniki, medtem ko večina državljanov in politikov ostane pasivna. Ta izraz sem skoval iz parazitske narave kukavice, ki polaga svoja jajca v gnezda drugih ptic in tako prenaša odgovornost za vzgojo svojih mladičev na druge. To imenujemo parazitski odnos. Parazitizem, izem, slabšalno, je v naravi razširjen biološki odnos. Kukavice pa so znane po svojem parazitizmu v tem, da polagajo svoja jajca v tuja gnezda. In kukavice so razvile več zapletenih mehanizmov in metod skritega opazovanja. To je kot kamera, ki te snema, pa ne veš, kje je. In prežanja na opaženo jajce, polaganje jajc, časovno odsotnost ptic in tako naprej. Vendar so gostiteljske ptice seveda pa tudi obratno to opazile in prav tako razvile obrambo proti parazitskemu vedenju kukavice, če so jo opazile v bližini. In ta fenomen kukavice opazimo v političnih sistemih, kjer aktivni in močni akterji uporabljajo demokratične procese na račun ljudstva zgolj v svoj prid, kar državljanom pušča pasivno in neučinkovito delovno vlogo. Za boj proti tej kukavičji demokraciji je nujno to, kar mi počnemo, izobraževanje izven šolskega sistema. Za otroke, dijake, študente, za nas pa itak. Lahko si najdemo seveda različne vrste seminarjev, ampak menim neodvisno društvo, da ko svobodno izbira teme, ki niso plačane strani elit, ministrstev, države, državne uprave in tako naprej, po naročilu, tako kot v resnici zdaj ta predavanja potekajo po Sloveniji, dogaja se veliko. Gre za nujno ozaveščanje vplivnih posameznikov, ki jih moramo najti, kakšne vplivne posameznike in jim povedati, glej, to se dogaja, ker ljudje ne vejo, ker so v drugih, bom rekel, klimatskih razmerah, mentalnih razmerah, duhovnih razmerah in ne vidijo. In seveda jim povedati o državljanskih pravicah, o ustavi in tudi o drugih pravicah, o katerih ne vejo. Ta teden se je zgodila vesela novica. Vsi veste, da smo sodelovali v tem ZZZS zavrnitvenem odločbenem sistemu. ZZZS je potem seveda vas pozval, pa smo odpisali, pa je spet šlo so si kar dovolili oni v imenu stranke na upravno sodišče poslati, potem je sodišče pisalo stranki, stranka spet sodišču in končno je sodišče zdaj spoznalo po 3 mesecih tega pisovanja, levo in desno, da je odločba, ki je zavrnjena, zaključen postopek. Zavrnjena odločba ne pomeni, da si ZZZS odvetnik tam v tisti svoji sobici razlaga, da zdaj pa je to pritožba. In v glavnem je v vsej, veste, državni upravi tako. Če jaz dam zadeva dvopičje in napišem pritožba ali pa zahteva za dopolnitev, potem je to vsebina, ki se nanaša na to vsebino in dokument mora s to vsebino iti. Ne pa, da mi potem da to kot pritožbo v mojem imenu. Prvič je izrabila zavarovalnica vse podatke vseh zavarovancev. 38. člen ustave pravi, kadar so podatki uporabljeni za namen, za katere niso dani in kadar se stranka oziroma
državljan ni seznanjen s tem ali pa ni dal svobodne privolitve, je to kršitev. Veste, koliko kršitev so naredili? To je za njih normalno, ker so tako naučeni, oni tako delajo. Potem jim poveš pa zakon, pa debelo gledajo. In predsednica sodišča, upravnega sodišča, je končno od ene naše stranke, ko sem jaz pomagal sestaviti, odgovor sodišču, ko smo to napisali, je dobesedno prepisala ta stavek, vrnila pismo v ZZZS onim odvetnikom, stranko je obvestila, da je sodišče pismo zavrnili, kar 148 evrov so jih hoteli kar podtakniti, da bi plačala, in če plačaš to, potem izgubiš pravico do pritožbe, ti ZZZS pa ne. In to je, gledajte, ta sistem parazitstva. In zato je treba vplivne ljudi najti in jih obvestiti, poučiti o pravicah in o ustavi in o drugih državljanskih pravicah, ker ne vejo, preprosto ne vejo. In gremo nazaj na kukavico. Vedenje kukavice lahko vidimo tudi kot metaforo za sodobno družbo, kjer država ljudem nalaga težke obveznosti, dolžnosti, stroga pravila in vse vrste zakonov. Zakoni so na prvi pogled, saj veste kako, besedno in vsebinsko pozitivni, lepi, prijazni, morda se slišijo celo zaščitniško. Wow, zakon nas bo ščitil, dajmo to sprejeti, podpreti. Vendar je rezultat na koncu kakšen? Brez izjeme, kakšen je? Parazitski in škodljiv. In danes smo se že pogovarjali, zavrnjena odločba strani stranke, ZZZS si pa kljub temu dovoli, da odločba ni vročena in da je zavrnjena, 35 evrov trgati iz upokojenskega računa. Zdaj vas pa vprašam, kaj je kršeno. Vse plus 155. člen ustave, kjer pravi, da se stvari za nazaj ne more spreminjati, če je zakon sprejet na slabše. Kvečjemu ostane enako, ali če je pa zakon, ki deli na boljše, šele takrat se lahko prejšnji režim potem opusti in se uvede novi, kadar je za stranko boljše. Ker pa je to poseg v družinsko življenje, v finance, ker je to poseg v življenje, 35 evrov na mesec, za nekaj, za kar mi človek ni naročil, se s tem ne strinja, je pa dobesedno kraja. Te stvari je treba iztožiti. Vse na ZZZS, potem pa predsednika vlade, ki je tak zakon, in pa predsednico, ki je tak zakon tudi podpisala. In gledajte, to vsi delajo v enem sodu noter. Same kukavce, parazitski in škodljivi ljudje. In rekli smo že, da je kukavica znanilka pomladi, je znanilka življenja, pazite, vendar pa je hkrati nezaželeni parazit. Evo, smo peli kuku, pa v vseh urah je kukavca in je enako kot država, ki nam želi dobro, želi nas zaščititi, nam oznanja varnostno pomlad in na koncu spoznamo, da za tem imenom državljanske varnosti, in zaščite seveda, ki jo politiki obljubljajo, ščitijo koga? Samo sebe, svoj rod in lasten položaj. V ptičjem svetu kukavica predstavlja sicer najučinkovitejšo naravno budilko. Tudi je v vseh urah kuku, kuku, zato vidimo v urah nemalokrat ptico kukavico, ki svojim nedvoumnim oglašanjem zbudi zaspance in naznanja prihod pomladi. Toda poleg svoje slovesne zgodnje ptice, kukavica nosi tudi bogastvo simbolike in drugih pomenov, ki se jih bomo nocoj malo dotaknili zgolj zaradi primerjave, pa tudi zaradi splošne izobrazbe. Zakaj? Zato, ker so očarali človeško domišljijo. Vsi kukavičini triki v različnih kulturah od A do Ž. Od tega, da je kukavica glasnik ljubezni in sprememb, do zanimivih pojavov v folklori, mitologiji, je zgodba o kukavici večplastna. Kot je večplastna njena slavna zmožnost delegiranja starševstva. Potopimo se v fascinanten svet simbolike kukavice, kjer vsak klic in opazovanje odpre vrata v nešteto interpretacij in spoznanj. Najprej dejstva o kukavici. Zelo veliko jih je. To je hujš kot all-in-one printer ali pa vaš mobitel z aplikacijami. Torej, samo nekatere bom naštel.
kukavica ima značilen klic, najbolj znana po svojem edinstvenem oglašanju, ki pač spominja delno na človeški smeh ali pa na glasbeni zvok kukavice. Ta klic je postal vidna značilnost kulturnih zgodb in pesmi in navdih mnogim. Potem zarodni parazitizem. O tem smo rekli. Raznolikost vrst. Ali veste, da koliko vrst v družini, recimo kukulide, je kukavic, koliko vrst? Zanimiva številka. 54 vrst kukavic, ki jih najdemo po vsem svetu. Se razlikujejo sicer po barvi, velikosti in tako naprej, ampak 54 vrst. Potem je ptica selivka. Naprimer, pozimi se seli iz Evrope in Azije v Afriko. Naslednja lastnost je način prehranjevanja, kar pa je mene tukaj čisto šoknilo. Pazite, če primerjamo kukavico z našimi parlamentarci, pa z VHF, pa s temi, ki nam ta jajca sem pošiljajo, se kukavice hranijo predvsem z, kaj je zdaj moderno, žuželke. Z žuželkami. In kaj je še moderno? Gosenice. To, kar jih pečejo zdaj v pečeh. Se pravi, mi imamo opravka s kukavicami. Ali s kom? Ker mislijo, da bomo tudi mi to jedli. Nekatere vrste jejo sicer semena, pa kakšno sadje, ampak v glavnem majhne živali in to, kar smo povedali. Naslednja lastnost je mimikrija. Neke vrste kukavica zna oponašati, zna posnemati celo barvo in vzorec jajc svojih ptic gostiteljev. In to ji poveča možnost, da bo njihova jajca sprejeta in inkubirana. Življenjska doba, kaj mislite, koliko let živi kukavica? To je zanimivo. 6 do 12 let. Ampak, ok, na okoljske razmere plus minus, zato je od 6 do 12. Gremo pogledati malo, zakaj je kukavica kulturna ikona. Kukavica je že stoletja simbol v literaturi, v glasbi. Dali smo prej sliko kukavice v knjigi in pa pesem kuku, kuku. In predstavlja pravzaprav neuslišano ljubezen, prihod pomladi in pa predstavlja občutek hrepenenja. Duhovni pogled na kukavico je posebej zanimiv. Ko se kukavica pojavi, transformirana v kulturi naroda, kot duhovna žival, prinaša sporočilo o spremembi, prinaša novo realnost, prinaša novo pomlad in opomin, da izkoristimo nove priložnosti. Prihod kukavice pomeni čas, da se osvobodimo starih vzorcev in pozdravimo rast in obnovo. Kukavica v duhovnem smislu spodbuja prilagodljivost in sposobnost, v smislu izkoristi ta trenutek. To nas opominja, da moramo biti pozorni na življenjske prehode in se jim približati pripravljeni, zdaj pa pazite, pripravljeni s previdnostjo, prožnostjo in odpornostjo. Temu bi lahko v sodobnem COVID času in jeziku rekli tudi kukavičji načrt za okrevanje in odpornost. Če besedo kukavico zamenjamo z besedo nacionalni, dobimo nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki je sponzoriran strani skladov Evropske unije za okrevanje in odpornost za uresničevanje agende 2030. Razumevanje simbolike kukavice. Kukavica je ocenjena zaradi svoje simbolike že od antičnih časov. V različnih kulturah, recimo, je kukavica bila povezana z različnimi pomeni in predstavami. Razumevanje simbolike kukavice nam zagotovi globlji vpogled v duhovni pomen te edinstvene ptice in njen odnos s človeško izkušnjo. Ptica kukavica se pogosto obravnava kot simbol prenove, ponovnega rojstva in kompletne preobrazbe. Kompletne preobrazbe, nova realnost. Njena edinstvena sposobnost, da znese jajca v gnezda drugih ptic
in prepusti starševstvo drugim, predstavlja transformativno moč opuščanja in sprejemanja velikih sprememb. Predstavljajte si, da dobite otroka, ki ga ljubite, ampak ga ne ljubite in ga podtaknete drugim staršem, vi pa halo, gremo v life. Pesem Kukavice naj bi simbolizirala tudi prihod pomladi, ki seboj prinaša nove začetke in povsem nove zgodbe. Se vam zdi kaj znano? Meni je bilo v trenutku jasno. Kukavica v uri nas spominja k pomenu aktivnega poslušanja. In mi moramo poslušati, pa tudi slišati kakšne stvari. Poleg simboličnega pomena je oglašanje kukavice tudi metafora za aktivno poslušanje. Tako kot moramo aktivno prisluhniti klicu kukavice, da slišimo njeno sporočilo, lejte, moramo tudi v vsakdanjem življenju aktivno poslušati svojo intuicijo in svoj notranji glas, da sprejmemo vodstvo in modrost. Lejte, z negovanjem prakse, recimo tega aktivnega poslušanja, lahko bolje razumemo, seveda, če slišimo in poslušamo, bolje razumemo sporočila, ki nam jih prinaša svet, ker imamo takojšnje informacije, ker zavibriramo na te informacije in se znamo potem tudi hitro odločati. In te informacije, če so v skladu z našimi vrednotami in težnjami, jih lažje preidemo in razumemo. Tako da so te stvari zelo, zelo povezane s tem življenjem, prav neverjetno, kot da bi kukavico bral, ko bereš agendo 2050. Še nekaj, kukavica nosi sporočilo v točno določenem času. Ni zanimivo. Nazadnje je pomemben tudi čas oglašanja, ne samo ampak tudi kdaj. In prihod pogosto se upada s pomembnimi prehodi v naravi, kot je menjava letnih časov, recimo. To nas opominja, da je čas pomemben dejavnik tudi v našem življenju, ali pa tudi v življenju nekega projekta. In klic kukavce nam spodbuja k zaupanju v čas našega življenja v veri, da se bo vse razpletlo dobro, da se bo vse razpletlo prav, kot se mora. Da moramo biti potrpežljivi, včasih počakati na ta klic, ne reagirati, ko klica še ni, pa vztrajni pri zasledovanju svojih ciljev, hkrati pa moramo ostati odprti za nove priložnosti in za nova znanja ter spoznanja, ki se pojavijo pred nami ob točno določenem času. Danes se torej povezujemo z energijo kukavice. Morda boste ugotovili, da boste na koncu naše prezentacije, predavanja, podajanja sposobni prepoznati nova spoznanja in nove poglede na spoznanja, duhovno potovanje, ki nas bo danes s pomočjo kukavice vodilo k večjemu razumevanju in samozavedanju situacije, v kateri živimo. Kukavičino življenje brez obveznosti je enako elita. Res je, kukavica ne skrbi za svoje mladiče in prepušča to nalogo drugim pticam. To lahko vidimo kot metaforo za elito, ki pogosto uživa v privilegijih, ne da bi prevzela odgovornost za svoje delovanje. Naprej, kukavičje jajce v gnezdu gostitelja predstavlja novo realnost. Predvsem za starša, ki morata skrbeti za tuje jajce, brez vprašanja. Kukavičje jajce predstavlja spremembo in novo realnost za gostiteljsko ptico. To lahko vidimo kot metaforo za spremembe, ki jih prinaša globalizacija, tehnološki napredek, ki vpliva na vse nas, ne glede na to, ali smo na to pripravljeni ali nismo. Jajce se tam znajde, zdaj pa snajdi se, ker misliš, da je tvoje. In vse naredijo, babica je moja in jaz moram zdaj na njo paziti, se moram cepiti. Tipičen primer. To, glejte, lahko simbolizira in tudi simbolizira vsiljevanje nove realnosti brez soglasja, brez konsenza ali brez upoštevanja potreb tistih, na katere bo to vplivalo. In tretja stvar, kukavičin demokratični nadzor gnezda je enako agenda 2030.
Kukavica nadzoruje gnezdo gostitelja na način, ki bi ga lahko imenovali demokratičen, v navednicah. Saj se vsi mladiči v gnezdu skupaj borijo za preživetje. To lahko vidimo kot metaforo za agendo 2030, ki vključuje vse ljudi v prizadevanjih za trajnostni razvoj in kot satiričen pogled na vse te čudne sisteme, ki so na videz demokratični, v resnici demokracijo nadzorujejo z močjo in prisilo. Glede na to, kar smo slišali zdaj, imam en predlog. Gremo se eno kratko kriminalko. Nastopajo v glavnih vlogah kukavica v vlogi parazita. Gostiteljske ptice, dajmo jim vlogo izkoriščanja populacije državljanov. In gnezdo lahko predstavlja valilnico, izkoriščevalke, tehnologije in v vlogi države, recimo. Se pravi, izkoriščevalska tehnologija, vloga države predstavlja gnezdo valilnico. In zgodba, odkar smo do zdaj poslišali, nam je pa že dokaj blizu znana. Torej, kukavica polaga jajca v gnezda gostiteljskih ptic in jih izkorišča brez njihove vednosti za razmnoževanje. Sploh se ne zavedajo. Če se zbudijo, vržejo kukavičje jajco ven. Se pravi, gostiteljske ptice se poskušajo braniti, vendar se kukavica prilagodi novim obrambnim tehnikam gostiteljic, saj se od njih uči. A vam je kaj znan naslov WHO, United Nations, česa smo se naučili skozi COVID? A ne? Od nas, česa so se naučili. In zdaj uvajajo to, kar so se naučili. In mi se bomo morali spet učiti. To v našem primeru simbolizira izkoriščanje države preko njene populacije s sistemom zakonov in uredb, pri čemer država uporablja prisluškovanje, nadzor in druge tehnike za prikrivanje svojih resničnih razmer. Pravi, kukavca se postavi, da je gostiteljca ne vidi, opazuje, snema, isto kot država, pa podtakne, kot je ni doma. V kratki kriminalni zgodbi zaznamo sledeče kriminalne elemente, kot so. To je ta kratka zgodba, ampak noter je ogromno stvari povedanih. Elementi so zajedalstvo, parazitstvo, sebičnost, brezčutnost. Druga točka. Naklepno izkoriščanje s pomočjo goljufij in prevar. Podtaknjeno jajce je goljufija, je prevara. Tretja točka. Uporaba nadzora in manipulacij brez družbenega konsenza z namenom goljufije in nadzora. Ne? Preko simbolike pa prepoznamo še sledeče stvari. Je še več tega. Kukavica predstavlja parazite, ki preživetje uporabljajo kot izkoriščanje, kot zvijačnost, in gostiteljske ptice predstavljajo kot pridne, delovne in preproste ljudi ter izkoriščano populacijo. Gnezdo z jajci pa predstavlja družbo in domovino, v kateri se nahajajo ta kukavičja jajca in ves ta proces izkoriščanja. Torej, sporočilo te zgodbe bi lahko zaokrožili na kratko. Glejte, zgodba opozarja na parazite, ki namerno izkoriščajo gostitelja brez njegove vednosti. Prejšnji teden je prišla ena gospa tukaj k meni, sva se pogovarjala, prišla je po en nasvet, je rekla, hvala lepa, super, vse deluje, je rekla, ampak veste kaj, večina v tej ulici tle gor vas imajo pa malo zavsekanega, gospod Belis. Sem rekel, vem, zato ker ko jim jaz povem eno stvar, rečejo, kje si pa to še videl, kje si pa to še slišal, ker mi delamo pa to tako. Jaz sem rekel, žal mi je, jaz sem prebral v zakonu, a ti pa delaš, a si prebral zakon? Nisem. Zdaj to sem jaz usekan. Torej, če se to dogaja v državi, potem se mora prebivalstvo boriti, glejte, proti takemu izkoriščanju za dosego pravične in dobrosrčne družbe. Vendar pa moramo kot prebivalstvo kaj narediti? Pred borbo se moramo tega naučiti, se moramo kaj poglobiti, da smo s tem seznanjeni, da to prepoznamo. Ko te tehnike prepoznamo, jih moramo zavestno eliminirati
iti v akcijo, lahko gremo en dan pred državni zbor protestirati, sam s tem nismo nič naredili. Tam smo bili, policaji so nas odgnali, so se zagradili, konc zgodbe. Inteligentno je treba protestirati. Inteligentno, ne? Jaz ne mislim stvari sprejemati tako, da bom svobodno na neki pristal, če nečesa ne razumem. In če nečesa ne razumem, grem raziskovati, dokler mi ni jasno. Če vprašam za pojasnilo pri izviru, pri izvoru, ga ne dobim. Ker tudi oni, ki to počnejo, ne razumejo in ne vejo. In potem meni postane jasno, da je fake. Ne? Da je to tista jajca z istimi pikami, kot pripovedujejo neke druge stvari. Glejte, ob tem je nujno treba ponarejeno kukavičje jajce. Iz tujega gnezda, ko ga spoznamo takoj ali pa čim prej zavreči, da se zaščiti lasten rod in vse prihodnje generacije. Za preživetje gre. Za čisto preživetje. Politični nadzor v Sloveniji je sistem z namenom. Informacije imam iz prve roke, s pomočjo katerega politika išče gnezda, v katera bo znesla nova politična jajca. Kar naenkrat se novi politiki najdejo nekje, o katerih nismo prej nikoli slišali. Ne? To so ta jajca. In ta ponarejena jajca, podtaknjena strani države, šolana izven države, recimo v Svetovnem gospodarskem forumu, ne? Za načrt depopulacije, človek je preverjen in zdaj lahko gre v politiko, ne? Ima vsa vrata odprta. Ta ponarejena jajca, podtaknjena strani države, so pa na las podobna prebivalstvu. Ne? Misliš, to je moj prijatelj, pa sploh ne veš, kaj, v bistvu, gledajte, kaj nam je COVID naredil. Prej smo se vsi poznali, koliko sem jaz prijateljev in sorodnikov izgubil. Pa smo bili, radi smo se imeli, plesali smo, na izlete smo hodili, pogovarjali smo se vse mogoče. Po COVID-u je pa vsak pokazal svoj obraz, svojo misel, svoje srce, sočutje in koliko ga je v hlačah, če zna reči ne. Hvala lepa, država. Kako je že prej on rekel, jebi se, oprostite izrazu, ne morem drugače povedati. Ne? Ja? Dokler se v celoti ne povzpnejo nad prebivalstvo, toliko časa gnezdijo, z namenom osvojitve celotnega gnezda. To smo videli pa v državnem zboru, ko so upokojence metali iz državnega zbora, s sklicevanjem na hišni red. Predsednica državnega zbora ne ve, da je hišni red stanovanjski člen, 26. člen, o katerem odločajo lastniki stanovanj 51%. Lastniki 51% lastniki stanovanj si naredijo hišni red, se zmenijo, kako bo v hiši. Noben zakon, nobena državna, nihče nima v ta zakon možnost posegati. Zdaj pa ona reče, ker imamo mi hišni zakon v parlamentu, čakajte malo, kdo pa je 51% lastnik parlamenta? A ona? A ona bo naredila hišni red? Vprašam vas, namreč, parlament ima pravila. Špar ima pravilnik. Firme, korporacije imajo pravilnik. Hišni red je stanovanjska zadeva. In mešajo ljudje, in ljudje ne razumejo. In kamorkoli boš prišel, ne, recimo na upravno enoto, bojo rekli hišni red. Zakaj? Prvič zakrije, da je to javna ustanova, da je to moja, da sem jo jaz plačal in da imam jaz svoj dostop in da jaz kontroliram upravne osebe, pa sodnike, ki me tam na vhodu gledajo. Jaz bi mogel njih pregledati, da ne bi se meni kaj v hiši zgodil, ker je hiša javna last, policijska hiša je tudi javna last, parlament je javna last, povsod imamo dostop, možnost priditi in odiditi, kadarkoli, in skontrolirati, kaj ti ljudje delajo. Ali pa na občino, k Jankoviću, ne samo ob sredah, ampak vsak dan kaj dela. On je v hiši, ki je družbena last. Hišni red tu nima nobene veze. Oni so v zakonu, so funkcionarji, so v javni službi, mi jih plačujemo in jih bomo tudi nadzorovali. Glejte, te metode, ki imajo negativne posledice za družbo, takšno razmišljanje, ki smo ga gledali, ste videli, upokojenci so šli ven, zato ker so dvakrat zaploskali nekomu, ki je nekaj lepega povedal. Ne? Vključno z zmanjšanjem svobode
demokratičnega sodelovanja, znižanjem zaupanja v vlado, s povečanim strahom, nezaupanjem in s težko socialno polarizacijo. Do vsega tega pride. Zaradi tega, ker ljudem ni jasno, kam kateri zakon spada, ker jim niso jasna pooblastila, niti njihove naloge, kaj šele služba. Pride v državni zbor spat, ves nadrogiran, pijan in da se tam spočije in da mu plača teče. Mi pa to plačujemo. Slovenska politika si torej na tak način prizadeva ohranjati moč in nadzor nad prebivalstvom. S takimi mi gledamo to, a veste, 50 000 ljudi je pogledalo v 2 dnevih to, kar sem zmontiral skupaj. Mi gledamo neumnosti, pa Riti, pa Joške, pa Usnice nam ponujajo, pa zdravniške, ne vem, proteste, pa ne vem, kaj še vse, a ne? In s tem ustvarja država pokorne in nekritične državljane. Zakaj? Zato, ker bojo sindikati vse naredili, zato, ker se bojo med sabo unili, ampak to je vse država, veste. Tle nas ni kot državljanov, so ti državljani, ki so v državni upravi. Oni se med sabo pogovarjajo, ko pa ti rabiš zdravnika, ga pa ni. Država pri tem uporablja gospodarske nepravilnosti. Korupcijo. A veste, kaj so zdravniške vrste oziroma pa te vrste pacientov? Čista korupcija. Ko vrsta zgine, korupcije več ni. Je ne more biti. Zato, ker ko je vrsta in se tebi mudi in si v vrsti, greš preko vrste in plačaš. In to so se navadili 30 let preko vrste. Zdravniške vrste, zdravniške vrste, zdravniške vrste. A ne kot včasih Janša, Hrvaška pa spor, pa tista ladja je šla tam, pa oni ribiči. To je vse finta. To so te kukavice. To so premišljene kršitve človekovih pravic, ki niti več niso izjema v Sloveniji, ampak so postale kar pravilo oziroma modus operandi obstoječih politikantov. Zato en zdrav človek, ki razmišlja malo drugače, ne more priti med njih. Ne more. Zaradi tega, ker bi se jim hiša iz kart sesula. Čisto na kratko, toliko za osvežitev. Zgodovinski kontekst po osamosvojitvi leta 1991 je Slovenija doživela prehod iz totalitarizma v danes demonkracijo, vendar pa so od takrat, glejte, neki ti pojavi, o katerem govorimo, ostali. Kot politična korupcija. Tipično, to je ostalo, ker je bilo že prej. Namesto ustavne demokracije imamo v Sloveniji prevladujoč odnos do ljudstva. Kdo? Politiki imamo, mi vladamo, briga nas ustava, kaj človekove pravice, kaj človeške pravice. Ne obstaja, mi tako delamo. Ja, imamo vse po zakonu narejeno, ampak je eden že naprej izvoljen. Predsednica.si. Še preden je sploh so bile volitve razpisane oziroma kampanje, je že bilo en mesec prej predsednica.si, pa po vseh zunanjih ministrstvih, so že glasove zbirali, se je že vedlo, predsednica.si, pa predsednica.boš. In je bila, ne glede na to, da smo mi potem šli listke dajati, ker smo hoteli, da bi bil nekdo drug, igra. To je vse nezakonito. Ta prevladajoči vpliv politike, vidite, to je politika, kar je neustavno. Zato, ker se niti enega zakona vse javno kršijo, vse to je vidno, pa nišče nič ne reče. Ta prevladajoč vpliv politike, ki se deklarira nad ustavo ljudstva, vodi v politične oligarhije in v totalitarno zlorabo moči. In to dela kukavica v gnezdu. Trenutno vsak poskus reforme v Sloveniji, kakršenkoli, naleti na ovire. Še naše društvo, ki izobraževanje dela, kaj vse počnejo. Sanja se vam ne. Ampak mi izobražujemo. In hvala za pomoč in podporo in hvala, ker smo skupaj. Kukaviči politiki so dejanski paraziti, saj delajo prednost lastnemu preživetju, dela si lastno pot, vendar obstajajo orožja, načini in principi, s pomočjo katerih lahko razkrijemo njihovo delovanje. To je stari rek, sledite denarju, toku denarja, torej načini so finančnih tokov, so tudi druge stvari, beleženje političnih odločitev,
če ima nekdo čas, si lahko to zelo lepo beleži. Ker računalnik je zadnje čase postal zelo pozabljiv. Linki se kar zgubljajo, novice izginjajo. 2 dni nazaj sem bral en članek o naši listini, društveni potovalni listini, češ, da je generalna policijska postaja bla, 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 in sem šel na generalno policijsko postajo in je tam seveda tisto njihovo obtoževanje brez enega navedbe zakona, brez ene utemeljitve, in potem piše tukaj pa v nadaljevanju link in klikneš link, odpreš 404, stran ne obstaja. Ok, ne, to se pravi, kdo ima zdaj prav? Kdo koga za nos? Kdo komu kaj? Ne? Piše neumnosti iz članke in na podlagi policije. Čakajte, malo prej smo se pogovarjali. Sploh ne poznajo zakona. Žal mi je, da moram to reči. Generalna policijska postaja, to je največje gnezdo. Tak način delovanja je aktiven proces, ki lahko kljub vsemu privede do večje integritete in posebni odgovornosti v političnem sistemu, kadar te stvari zaznamo in povemo, jaz sem glasen, meni je čisto vseeno. Zato, ker kamorkoli bom prišel, bom znal povedati stvari. Imam pa tudi seveda dokaze. In zato nagajajo tako, da opazujejo kot kukavca in ke te niti naštimajo, ne pride pošteno, zato ker ne more. V Sloveniji, gledajte, so torej razlike prakse politik, ki spominjajo na kukavičje gnezdo, predvsem v tem, da vključujejo korupcijo, plačujejo druge, plačujejo ljudi, ki ne vejo sploh, zakaj se gre, ga plača in on človek to naredi, pa sploh ne ve, kaj je naredil, onmo pa tretjemu, a ne. Gre za klientelizem, avtoritarno vodenje, nepravično finančno upravljanje države in preziranje svobode in volje ljudi. Ni hujšega, kot če zavajajo z volitvami, z glasom ljudstva. In to je skozi tako. Zato je nujno redno izpostavljanje, gledajte, tega gnilega in neželenega kukavičjega jajca, ki se nahaja v gnezdu naroda. Sploh ne vemo, da ga imamo, ne. Tukaj je v društvu in kar naenkrat hoče splezati čez vse društvo. In samo za enega je prostor. Temu rečemo tudi aktivno raziskovanje odmevnih korupcijskih afer. Če to opazimo, moramo tudi reagirati. Kjerkoli, v medijih, politiki, v društvu, v cerkvi, vse enkje. Zato, dragi prijatelji, ne smemo biti tiho, ko opazimo nepravilnosti ali podtaknjeno kukavičje jajce. Slovenska politika uporablja frajerji, so prevarantske in sofisticirane goljufive kukavičje metode za ohranjanje svoje moči z vpeljevanjem vedno nekih novih metod nadzora nad posamezniki, nad posameznimi državljani in tudi nad celotno družbo in celotnim družbenim sistemom. Se ne moreš enega centa, če si privatnik, zasebnik, SP, nekje ga ne moreš, ne gre skozi, ker so si naredili tak sistem, ki je edinstven v svetu in v Evropi. Dodatno pa se ta vpliv seveda širi preko gospodarskega foruma prav na vse slovenske politike, na nevladne organizacije in večje korporativiste, ki skritim političnimi zavezami, oni se kar zmenijo med sabo, si naredijo politično zavezo, to napišejo v uradni list, ampak mediji o tem ne govorijo. Če sam ne najdeš, ne veš. To so politične zaveze, ki krepijo lasten nezakoniti sistem, jačajo korupcijo, zato ker so oni zavezani, da se morajo med sabo goljufati in podplačevati, izvajajo neiskrene in lažnive politike, izčrpavajo energijo in premoženje ljudi, državljanov, poštenih delavcev, ki nimajo časa se jeti igric, ki mora delati, da preživi, da plača stanovanje, elektriko, da vzgoji otroka in tako naprej in tako naprej. Da bi takemu načinu kukavičjega vladanja obvarovali, da bi se zaščitili, se moramo državljani aktivno povezovati. Hvala Bogu,
tle je ena skupina od društva Belis za srečno življenje. Jaz sem presrečen, kadar se nekaj naučim, nekaj novega odkrijem. A veste, zakaj vam danes to govorim? Zaradi tega, če grem zdaj malo na 2000 let nazaj na Jezusa, ker ga niso razumeli oni, ki so bili preprosto ljudje tam, pa kmetje, pa vinogradniki. Je rekel, jaz sem trta, vi mladiki. Če sem jaz v dobri zemlji, bodo mladike dobre in bo bogat sadež in vsi bomo pili. A veste, koliko stvari se da, to se pravi, s to primerjavo kukavice in njenega načina za javno preglednost, za javno odgovornost političnih akterjev pride še kako upoštev taka alegorija, primerjava, ne? Ali pa tudi za našo ustavno demokracijo. Ta še lepo naročilo uničuje od znotraj in nam pošljajo od znotraj sovražnika, ne? V gnezdo, jajce preoblečejo ga, isto ga našminkajo in ti imaš občutek, to je pa naš. Isto je, obnaša se, prijazen je, pol pa nekega dne pa bom, ne? S koruptivnimi političnimi aparati, načini se prehranjuje z viri in s povzročanjem krivic državljanov ali neki skupini ali pa enemu poklicu. Recimo, zdaj, ko je govora o umetni inteligenci, ne, glejte, prevajalci, da ne rečem tekstopisci, ne, kaj bo to čez 5 let? In tako naprej, in tako naprej. Zdaj nekdo, ki se prehranjuje z viri in povzroča krivice državljanom, takega človeka, veste, je treba izpostaviti, s prstom na njega pokazati. Ampak glih prej smo se pogovarjali, da takemu človeku sploh tudi mu lahko govoriš, kar hočeš, pa ga sploh ne prizadene. Se še na televiziji pokaže, pa še tam javno 3-krat zlaže. To smo videli prej v Državnem zboru. In ta slovenski politični parazitizem, oprostite, je očiten v različnih vidikih družbe. Pa naj bo to socialni sistem, ko govorečajo zdaj, ja, za ranljive, a veste, ranljive skupine, ne. Ni hujšega kot taka žalitev. Parazitsko izčrpavajo vire za svojo korist in klientelizem. Veste, ranljivim moramo pomagati. Ja? Politika, namenjena služenju ljudem, postane sebična preko korupcije in nepravičnih dogovorov, ki niso v skladu z zakonom, to se vse pod mizo pogovarjajo. Mogoče jaz tega ne bi smel na glas govoriti, Kaj mislite? Demokracija, ki je postala le zunanja fasada za doseganje skritih interesov elite, in pa sodišče, tožilstvo, pravosodni organi, javna uprava, občina in policija služijo tej politični manipulaciji, zastraševanja, represije in v končni fazi nasilja. Nasilje nad tistimi, ki do konca razumejo, zakaj gre. Bolj so pa tukaj še, saj veste, nevladne organizacije, banke, ministrstva, izobraževalni sistemi, zdravstveni sistemi, prav tako kažejo parazitska nagnjena. Zdaj kroži ena slika po internetu, kjer so napisane v 4 točkah prioritete zdravnika, ne? Denar, všečnost, ne vem komu, zaslužek, pomembnost, denar, všečnost, ne vem komu in na koncu šele pacient, ki je tam že čisto drobo napisan. Sramota. Ste videli verjetno to sliko, ne? In glejte, to po navodilih od zgoraj navzdol izkoriščajo državljane za svojo korist. In mi to plačujemo. Če si vi pogledate torto za zdravstvo izpred 2 let in pol, je toliko milijard, da če bi na vlak naložil na lokomotive, pa do Maribora jih potegnil, pa še ne vse noter denarja stlačil. Jaz ne vem, kam z denarjem grejo. Verjetno ga je toliko, da se kregajo, kdo bo kaj potegnil. In glejte, tak način delovanja je parazitski in to je treba o tem govoriti, je treba nekako zaustaviti. Se bojo tako med sabo pogrizli, če bo šlo naprej. Zaustaviti s pomočjo zakonodajnih okvirov, strogega izvrševanja, tudi najmanjšega odstopanja ter izvajati ustrezne kazni odgovornim osebam.
In temu se reče duševni virus in programirane podosebnosti. Normalen, zdrav človek, ki je povezan z energijo morale, etike, Boga, tega ne bo počel. Ali pa lahko, če je brez hrbtenice, recimo tudi temu tako. Povedal vam bom nekaj, ti ljudje, ki to počnejo, so veliki talenti. Imajo velike darove, imajo pa tudi polne denarnice. In ugotovljeno je, da so veliki talenti tudi velika umetniška imena, v glavnem psihični bolniki, ki jih politika izkorišča za lastno promocijo. Vsakega pevca, vsakega čarovnika, vsakega umetnika, fuzbal, drsanje, košarka, vzemite karkoli. Zagotovo pa v Sloveniji poznamo tudi politične talente. Po pravkar povedani dikciji so torej tudi politični talenti, večinoma vsi neodgovorni psihični bolniki, ki se prehranjujejo in vzgajajo v tujem gnezdu. V resnici so brez izjeme paraziti, ki živijo na račun krvavega denarja in krvavega dela davkoplačevalcev. A sem dobro zdefiniral? Ok. V kukavičjem gnezdu je po dosedaj povedanem prostor samo za enega. Ena vlada, en svet, en predsednik, ena plača, jaz in samo en ego. Samo to je. Gre za proces, pri katerem kukavičja osebnost in njen delujeta uničujoče, sebično in preračunljivo. In tako se danes dogaja. Pri politiki, njenih predstavnikih in v kulturi, posebej v kulturi, ki je prikrita, namreč kultura gre tudi v šolstvo, pa še kam drugam, umetnost, ne? Posebej v času te nove realnosti, z lahkoto opazimo veliko teh prej naštetih kukavičjih lastnosti. Naštejmo nekaj pozitivnih, pa negativnih. Pozitivne lastnosti, se pravi, recimo, časovni simbol v uri, ne morem reči, da je kaj slabega. Dober je tudi, recimo, da je znanilec novega časa, me na kaj spomni, ko zakuka. Recimo, prilagajanje telesa situaciji, če pride neka situacija, da tudi mi, če se čemu umaknemo ali pa tako naprej, dobro. Recimo, prepričevalni značaj mi je že malo vprašljiv, ampak dobro, če znaš prepričati človeka za nekaj dobrega, je to dobro. Sprožanje hitrih odločitev je včasih dobro, včasih tudi ne. Ampak recimo, da je to še dobro, ker zdaj, ko bom naštel negativne lastnosti, je pa kar precej tega. Dovolite en požirek naredim. Negativne lastnosti, ki jih ima kukavca. Prevarantsko razmišljanje, uporaba tuje lastnine, podtikanje lažnih dejstev, kradljivka energije, kukavica, vampirka družbene dobrobiti, izvor kolektivnega virusa, lahko prenaša parazite, namreč bolezni in druge, kar lahko ogrozi celotno populacijo, torej kukavica. Oglaševanje blatnih senc, kaj s tem mislim? Da se povezuje s temnimi in negativnimi simboli, kot so smrt, izguba, prevara, kar to tudi počne. Goljufiva varnost potomcev, ne skrbi za svoje potomce. Prevarantska zakonodaja, kukavica se včasih vključuje v zakonodajne procese, recimo naravne procese, ki ščiti samo njen interes, ne pa tudi interes drugih. Izogibanje razsvetljenim gostiteljem. Namreč, ko pa kukavica odkrije, da ga bo nekdo odkril, se pa ogne, omakne. Ali pa kaj drugega naredi. Se raje izogiba pticam, ki bi lahko prepoznali njeno prevaro, kar kaže na njeno nepoštenost. Torej, virus kukavičjega predstavlja mentalni proces, po katerem kukavica vsa druga jajca in druge mladiče iz gnezda izrine, kar predstavlja negativne miselne vzorce ali blokado ki ovira duhovni razvoj. Kukavica ne more duhovno napredovati. Sistem kukavičjega razmišljanja pa se nanaša na ki je zaradi teh virusov in blokad prizadet, kar pa vodi v občutek ločenosti,
oddaljenosti, omejenosti v lastnem gnezdu, ker ne moreš biti skupaj z njo. Torej, prilagojeno telo kukavice predstavlja fizično telo, ki je nosilec uničujoče osebnosti s sposobnostjo prilagajanja okolju. Kukavica se zelo hitro v gnezdu razvija, veliko hitreje kot gostiteljeva jajca, in jih s hrbtom vrže iz gnezda, tudi če je gnezdo zelo globoko. Glejte, to predpostavlja neke vrste subjekt, ki je podvržen vplivu okolja, zaradi notranje destruktivne narave, zaradi procesov izvaja te procese samo iz razloga za lasten razvoj in za lasten obstoj. Tudi z lepim čivkanjem, sadek kukavičevega karakterja pa je kakršenkoli zunaj ali notranji vpliv, ki ga osebnost prejme ali usrka. Poguben. Glejte, to so miselni vzorci in če te miselne vzorce sprejmemo, so prepričanja, ki jih sicer sprejmemo iz okolja, ampak niso razsvetljeni. So uničujoči. Ne samo za kukavico, ne za vse ostalo pa ja. Razsvetljenje nekega človeka, pa recimo, da je gostitelj, pa je končni cilj našega duhovnega potovanja, če prenesem to na človeka. Kako se to doseže? Ko se osebnost popolnoma in v celoti poveže z dušo in se kot taka osvobodi vseh miselnih blokad, pa vsega, kar smo v kukavci nocoj slišali, doseže najvišje stanje zavesti. In to je proces, po katerem moramo hrepeneti, da bomo močni. Ker šele takrat kukavico prepoznamo in se znamo ustrezno braniti. Takrat se zavedamo svoje prave esence, smisla, enosti, z univerzalno zavestjo, kar prinaša notranji mir, modrost, sočutje in prepoznavanje kukavičjih jajc v lastnem gnezdu. Kukavica se vedno skriva, vedno kuka. Reče kuka, ne? Kot smo rekli, razsvetljenje je tista točka pri človeku, ki postavi ego osebnost v ozadje, dušo pa na prvo mesto. Tudi v in si tam deli prostor. V gnezdu z vsemi drugimi podosebnostmi, katerim smo svobodno dovolili vstop, ki nam ga ne bi bilo treba. Žal mi je za ljudi, ki so dovolili vstop v času covida v lastno glavo misli. Mi vstopa nismo dovolili prevaram, goljufijam, lažem, ponaredkom, slabim odločitvam, negativnim dejanjem. Če pa so že prišla, so bila posledica kukavičjih odločitev. Nismo dovolili negativnih dejanj, skratka, vsega tega, kar se dogaja v kukavičjem gnezdu. Dogaja pa se veliko, res veliko. Ja, kaj pa se dogaja? Poglejmo nekaj praktičnih programov državnega kukavičjega delovanja. Čisto na kratko. Državni in korporacijski transparenti. Korporacijski transparent je oglas na televiziji, je novinarska konferenca države, so odloki, skratka transparenti in plakati z obljubljenim popustom ali pa izboljšavo, ki vabijo k nakupu, kupi 2 in drugega plačaj 50, recimo temu tako, ne? Ali pa dobiš zastonj ali ceneje. Cepi se takoj sedaj in boš ostal zdrav, so lahko tudi druge vrednosti na račun zdravja. Takšni kukavičji lažnivi procesi delujejo kot plakati državnih poštenih obljub, ki jih na koncu ne le preplačamo, marveč stanejo bistveno več od cene, ki smo jo plačali s časom, ko smo šli to narediti. Kukavičji duševni virus in kukavičji duševni parazit obravnava v našem primeru vpliv različnih marketinških družbenih praks, ki prevarajo naše misli. Tega se sploh ne zavedamo, ker so misli iste barve, kot so moje. Iste pike na istem mestu, kot so moje. V istih barvah, isti dizajn, vse je isto. Samo vsebina je drugačna, ki je ne vidim, ker je jajce malo pino. Ter spremenijo naše vedenje, čeprav se na prvi pogled zdi, da so te marketinške strategije zgolj poslovni triki, pa lahko njihov vpliv seže globlje.
in vpliva na naše duševno stanje na način, da realnega sveta okoli sebe več sploh ne vidimo. Vidimo samo še idejo, navodilo, to moram, on mora. Sebe izgubimo. V tem primeru smo spregledali podstavljeno jajce, če to zagledamo, če imamo to razsvetljenje, o katerem smo prej govorili, in vidimo to jajce v lastnem gnezdu. To se zgodi kdaj? Ko sprejmemo spodbude hitrim in impulzivnim, recimo, nakupom in ugotovimo, da smo ga polomili. Recimo, midva žena sva se danes pogovarjala, ja, nekaj bi bilo treba hitro. Ne, dajmo preveriti, počakati. Včasih je dobro, zamudiš, včasih ne zamudiš, včasih pa fajn nasankaš. Sami veste, kako je to. Take nakupe ponavadi potem, če so prehitri, obžalujemo, ker se izkaže, da smo denar porabili za stvari, ki niso nujno potrebne, ki morda sploh tega ne rabimo. Ampak tisti hip so nas prevarali s tem jajcem. Kukavičji finančni dodatki za otroke so lahko dvojni meč. Prav tako spodbujajo k nepotrebnim nakupom in investicijam. Ja, veste kaj pa, če se bo zgodilo, pa to, pa zavarovanje, ne vem, kaj vse ponujajo. Ta občutek krivde ti ustvari, ali pa pri starših, in se odločijo ljudje in to naredijo, zato da to izkoristijo. In to vlada in to vse dobro poznajo in to izkoriščajo. Vse vejo, da ne bodo vsi, ampak glih to, da se bogatijo. In takšne marketinške strategije, glejte, ustvarijo pritisk na starše, na kupce, na državljane, z izdelki in storitvami, ki jih nihče niti najmanj ne potrebuje, lahko so pa celo tudi zelo škodljivi ali pa smrtno nevarni. Poleg tega pa prispevajo k ustvarjanju potrošniške mentalitete, ki je pokvarjena, prehitra. Pri mladih, glejte, se ustvarja čist nepotreben materializem in povečanje finančnega stresa. Pa nima denarja za položnico, nima denarja za to, za on, za hrano, ki bi pa nujno rabo. Ma pa za, ne vem, to, kar je država rekla. In te marketinške strategije povezujejo zdravstvene ukrepe. Zato govorim, ker so to strategije, ki so pobarvana kukavičja jajca. Cepljenje povezujejo s potrošništvom. To je zelo hud očitek in huda napaka države. Ne bomo cepljenju. In gledajte, vse to vpliva na izkrivljanje resničnih zdravstvenih potreb posameznikov za zlorabo, za trženje izdelkov ali storitev. To jumbo plakati. To so kukavičje škodljive odločitve, če kdo na tak plakat nasede. Vzamiš to kot informacijo, ampak gledajte, po pameti. Politične obljube so pomemben del tega demokratičnega procesa. Vendar je pomembno, da se zavedamo teh manipulativnih praks in lažnih obljub, ki jih lahko prepoznamo na političnih plakatih, predvsem strani tistih politikov, ki delajo kaj? Ki v bistvu napačne odločitve državljanov z lahkoto pripeljajo preko izkrivljenega mnenja, kar pomeni zlorabo politične moči. To je pa huda stvar. Zlorabo politične moči za pridobivanje politične moči, volilnih glasov, sprejetje nekega zakona, ki je škodljiv za nas, za njih pa dober. Recimo, ta dolgotrajna oskrba je za nas katastrofalen zakon. Ampak dolgotrajno, lejte, oskrba, kakšna, ne? In ravno to počnejo v času kukavičine demokracije, politiki, ki so vzgojeni v tujem gnezdu. Mi imamo uvožene politike, tako kot je rekel Klaus Schwab, mi smo infiltrirali mlade politike v ministrstva, v Kanadi, v Rusiji, po vseh državah, v Braziliji, Izraelu, po celem svetu. Vse ni čudno, kako je COVID izgledal. Če je bilo toliko kukavičjih gnezd. Dragi moji prijatelji, zato je ključno, da razvijamo kritično razmišljanje, da delamo primerjave, zato da jih lažje razumemo in se zavedamo, kako nas lahko take kukolele marketinške prakse zavedejo in škodijo duševnemu zdravju in dobrobiti. Dobro, večina navedb, ki smo jih danes povedali, izražajo neko osebnost kukavice, ampak tudi v realnosti.
Delujejo pa kot parazit človeškega uma. Način, kako so opisane politične, zakonodajne, novičarske in druge marketinške prakse, kaže na njihov potencialni negativni vpliv na našo duševno dobrobit. Ker v našem telesu delujejo te ideje kot paraziti, ker nas razjeda, nas boli, vse nas boli. Moram trgovino, pa ne morem, ker bi se mogel cepiti. Mislim, vse to nam tako napravijo. In s to interpretacijo smo danes tukaj nocoj pojasnili Kukavičjo osebnost. Oprostite, res sem malo daljši. Ampak je tako pomembna ta stvar, da jo razumemo, ki jo lahko mirno to Kukavičjo osebnost mirno primerjamo z osebnostjo politikov in sodobnim delovanjem Kukavičje lažne demokracije, kar je tudi naslov nocojšnje tematike. Lažno Kukavičjo demokracijo pa najdemo skrito za masko ponaredkov, lažnih obljub, čustvenih nabojev, z uporabo manipulativne taktike za dosego njihovih ciljev. A veste, podobno kot virusi in paraziti, ki okužijo telo, so te marketinške strategije, ki prodrejo v naš um, tukaj noter v glavo. To vpliva na naše misli, občutke in dalje na naše dejanja in odločitve. In kukavice so kot paraziti, ki se hranijo s človeško ranljivostjo in negotovostjo, kar pripelje ljudi v nezdravo odvisnost. Sploh ne veš, da kupuješ, pa zakaj kupuješ. Materialist pa si misliš, koliko sem jaz duhoven, dejansko si pa pol dneva v trgovini. To je izkrivljena percepcija resničnih potreb. Ko se enkrat teh dejstev zavedamo, lahko to misel razširimo na nivo kolektivne psihe. Zdaj pa pozor, ko pride to tako daleč, o tem smo že imeli videe, so že znanstveniki govorili, gre tukaj za duhovno dinamiko človeštva. Parazit uma in virus kolektivne psihologije sta koncepta, ki osvetlita pravzaprav globlje plasti, oprostite, naše zavesti in družbenih interakcij. In tukaj je zelo zanimivo primerjavo dal Carl Jung, ko je opisoval recimo senčni vidik uma. Senčni vidik uma kot tisto, kar ostaja skrito in potisnjeno v naše ozadje zavesti. Veste, to so tisti vidiki pri nas samih, ki jih ne želimo prepoznati, tako zamahnemo z roko, ne bomo se o tem pogovarjali, jih ne želimo priznati, niti jih ne želimo popraviti, ker se rečeš, saj je v redu, kar naj tako ostane, mi tako delamo. In se nabira. In ko ti skriti aspekti v človeku na dolgi rok ostanejo neizraženi, postanejo vir notranjih konfliktov in blokad. Zavirajo osebno rast in ko se ta senčni vidik uma združi na kolektivni ravni, pa postane kaj? Vir kolektivnih travm, se je cel narod straumatiziran. Otroci v šoli, učitelji so straumatizirani, vsi upravni delavci, glejte, kaj zdravniki sploh več nimajo glave, kaj delajo. Vsa državna uprava, normalni delo družine, vse je hudo, pride do nesoglasij in sistemskih problemov. To je o tem takem stanju smo mi danes. Skušajte razumeti, kaj povem. Ko pride do take travme, pa nastane velika težava. Ne le za lenuhe, ki ne želijo osebnostno napredovati, ne? In jih ta traumatizira, marveč tudi za tiste, ki teh notranjih konfliktov in blokad nimajo, ki so delovni. Zaradi tega, ker jih masa potegne vse pridne ljudi zraven. Strokovnjaki so ta masovni pojav imenovali tudi kradljivci človeške energije. Ali še boljše, energijski vampirji, ki izčrpavajo vitalno energijo in nas ovirajo pri doseganju česarkoli se lotimo. Ne moramo v bistvu mi izkoristiti polnega potenciala, ker nas pijejo. Ste videli na začetku sliko kukavice in pa seveda majhno gostiteljico, ki je mogla, ne vem, 10-krat več hrane prinesti, kot če bi imela svojega otročička. In glejte, te silnice,
ki so nevidne, ker misliš, da je to tvoj otrok, ker moraš za njega tako skrbeti, preprečujejo naše napredovanje, preprečujejo našo rast na vseh ravneh, zato lahko imenujemo to kukavičji saboterji življenja. To je naša slovenska politika. Ko se kukavičja sabotaža življenja kot akutno stanje razširi na kolektivno raven, lahko opazimo eksponentno širjenje miselne energije, ki okuži cele skupine ljudi ali pa celotno kulturo. Don Juan Carlos Castenda opisuje pojem kolektivne energetske tega stanja kot miselni virus. Kolektivni energijski miselni virus. Kot nekaj, kar lahko imenujemo vsiljeni plakat v glavo ali blatne sence. To so metafore za nezavedne, globoko zakoreninjene miselne vzorce, ki vplivajo na naše življenja na kolektivni ravni. Te blatne sence lahko primerjamo s temnimi silami ali energijskimi blokadami, ki omejujejo našo duševno in duhovno rast. Toliko za nocoj. Hvala lepa.